Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o bitki pri Waterlooju oziroma Napoleonova zadnja ura. 18. junija 1815 v mirnem podeželju blizu vasice Waterloo se zberejo tri ogromne armade, skoraj 200.000 vojakov, topovi, konjenica, veterani velikih vojn in pa sredi vsega Napoleon Bonaparte, ki je prišel nazaj iz izgnanstva. Pripravljen še zadnjič staviti vse. Njegova nasprotnika, vojvoda Wellington z večnacionalno vojsko in pruski feldmaršal Blücher. Po pobegu iz Elbe Napoleon ve, da nima veliko časa. Koalicija se hitro zbira. Njegova edina možnost napasti prve enote koalicije, preden se združijo. In to stori 16. junija. Zmaga nad Prusi pri Linju. Istočasno pa nej napade Wellingtona. Pri Quatre-Bras. Tam zaveznikom uspe zadržati Francoze. Toda ključno je to. Prusi se po porazu ne umakne proti vzhodu, temveč proti severu. Ostanejo blizu Britancem in s tem se začne pot proti Waterlooju. Wellington postavi svojo vojsko na greben Mont Saint-Jean. Njegova postavitev je preprosta, a genialna. Pehota je skrita za pobočjem, da jih francosko topništvo ne vidi. Tri točke so posebej utrjena. Hangmont na desni, La Haye-Saint v centru in Papelotte na levi. Te postanejo trdnjava celotne obrambe. Bitka se začne s silovitim napadom na Hangmont. Sprva Napoleon misli, da gre za skrajno točko, a kmalu postane jasen pomen. Bitka za Hangmont traja ves dan, v ognju in krvi. Britanski gardisti, čeprav močno preobremenjeni, trdno držijo vrata. Tudi ko sovražnik vdre v dvorišče, jih zaklenejo in pobijajo do zadnjega. Hangmont ne pade. Opoldne Napoleon začne topniško obstreljevanje. Njegovi topovi streljajo proti centru. Nato pa v juriš pošlje več od 14.000 vojakov iz prvega korpusa. Francozi napadejo nizozemske in nemške enote. Britanci so za hribom skriti. V pravem trenutku se dvignejo, odprejo ogenj in ustavijo val. Nato pride trenutek slave za britansko težko konjenico. Znani škotski Grace in drugi v silovitem jurišu razbijajo francosko pehoto in zajamejo dva orla. A gredo predaleč brez podpore in francoska konjenica razbije. Zmaga se spremeni v pokol. Popoldne sledi nekaj, kar zgodovina redko vidi. Masovni napadi konjenice brez pehote. Maršal Ney, misleč, da se Britanci umikajo, sproži napad sa skoraj 9.000 konjeniki. Kvadratne formacije britanske pehote jih odbija znova in znova. Topništvo ni pravočasno na položaju, koordinacije ni, konjenica pa se je razbila ob bajonetih. Francoska vojska krvavi, a brez večjega učinka. Medtem se na desni strani bojišča začne nekaj, česar se Napoleon najbolj boji. Prusi prihajajo. Najprej korpus pod Bullovom udari pri Plancenoitu, Napoleon pošlje elitne bataljone mlade garde, da jih ustavijo, boj v vasi so peklenski, hiše gorijo, dvorišče polna trupel, cerkev se spremeni v trdnjavo, Prusi so prvič odbiti, a se vrnejo. Na sredini Francozi zavzamejo La Haye-Saint. Napoleon verjame, da je zdaj čas za odločilni udarec in pošlje v boj svojo zadnjo rezervo, cesarsko gardo, elita, legenda. Toda ko pridejo na graben, jih čaka presenečenje. Britanski gardisti vstanejo iz trave in jih posujejo s smrtonosnim ognjem. Garda se za trenutek ustavi in nato se obrnejo. Ko garda začne umik po bojišču, se razleže krik La garde recule, garda se umika. In v francoski vojski je to konec. To ni samo taktičen poraz, to je psihološki zlom. Zavezniška vojska začne splošni napad. Prusi zavzamejo Plancenoit, francoski center pa razpade. Napoleon pobegne, 4 dni kasneje abdicira. To je njegov konec in konec vojn, ki so Evropo pretresale več kot 20 let. Bitka pri Waterlooju ni bila samo konec enega imperija, bila je začetek dolgega obdobja miru, tako imenovane Pax Britannica. In še danes, ko kdo doživi katastrofalen poraz, pravimo, doživel je svoj Waterloo. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.